V Trebanjski galeriji likovnih samorastnikov so pripravili okroglo mizo z naslovom Ali ženska energija ogroža, na kateri so sodelovale uspešne dolenjske poslovne ženske. Ženska energija je pač pomembna, ampak je močna, če je, bi rekla, vkalkulirana ali pa nekako vključena še s kakšno drugo energijo. In potem tudi ženskam lahko uspeva na nekem poslovnem področju, poslovnem svetu. Včasih se sama vprašam, kaj pa je uspeh pri ženski, da je uspešna, ugledna, da je določila, da je pač uspela doseči svoje cilje in hkrati, ali je ta ženska, ali sem kot ženska uspela obdržati tudi ravnovesje v svojem domu, v svoji družini. Število žensk na vodilnih položajih se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 3%. Pozitivna ženska energija, kot vse kaže, deluje tudi v praksi. Zato, ker smo ženske zelo široke. Naša energija sega okrog in okrog 360 stopinj. Zato se bistveno razlikujemo od moških. Povod za okroglo mizo je bil izid knjige osebne trenerke in podjetnice Lucije Smolnik, v kateri je zbrala 55 edinstvenih zgodb po karierni poti in osebni rasti uspešnih žensk. Da smo torej same močne, hotela sem s tem dokazati tudi, da zmoremo in da ima vsaka neko svojo pot in tisto pot je treba nekako najti v sebi in se je držati in jo razvijati in kar pogumno hoditi po njej. No? Projekt 55 žensk za 55 sanj in knjiga modrosti za razcvet življenja sta sicer med ljudmi doživela zelo pozitiven odziv, kar dokazuje, da je pozitivna energija nalezljiva.